Posameznik, ki je vključen v zdravstveno in invalidsko zavarovanje, je v primeru poškodbe ali poklicne bolezni upravičen do invalidnine, rednega mesečnega prejemka za telesno okvaro. To je denarni prejemek, do katerega je upravičen zavarovanec, pri katerem je telesna okvara nastala med trajanjem zavarovanja. Za pridobitev te pravice mora izpolnjevati določene pogoje. Kaj je telesna okvara? Gre za izgubo, poškodovanost, onesposobljenost nekega dela organa ali telesa, zaradi katerega ima zavarovanec zmanjšano aktivnost oziroma večji napor pri zadovoljevanju življenjskih potreb. Ni pa nujno, da ta telesna okvara tudi povzroči invalidnost. Za razliko od invalidske pokojnine, ki pa je naša pravica iz invalidskega zavarovanja, za katerega je pa predhodno potrebno ugotoviti določeno kategorijo invalidnosti. Višina zneska invalidnine se določa glede na 8 klasificiranih stopenj telesne okvare in se razlikuje glede na to, ali je invalidnost nastala kot posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, ali pa je do poškodbe prišlo izven dela. Posameznik mora za pridobitev pravice do invalidnine izpolnjevati določene pogoje. V primeru poškodbe pri delu in pa poklicne bolezni mora biti ta telesna okvara v višini 30%, mora nastati med zavarovanjem, mora biti kot posledica poškodbe pri delu in pa poklicne bolezni. In ko pa, da bi nekdo pridobil pravico do invalidnine za telesno okvaro kot posledica poškodbe izven dela in bolezni, so pa strožji pogoji, mora biti pa ta v višini 50%. Potem mora biti izpolnjen pogoj pokojninske dobe, ki se zahteva za priznanje pravice do invalidske pokojnine in pa pretežno zavarovanje za širši obseg pravic. Za razliko od invalidnine, ki jo zavarovanec prejema iz naslova telesne okvare, mora biti za pridobitev invalidske pokojnine priznana invalidnost. Pridobi jo zavarovanec, ki ima potrjeno prvo stopnjo invalidnosti, in tudi zavarovanec, ki sta mu priznani druga in tretja stopnja, vendar ne more dobiti druge zaposlitve, ker je že dopolnil 65 let. Potem sta še dve obliki: zavarovanec, ki mu je priznana druga kategorija invalidnosti, vendar pa ni sposoben za delo več s polnim delovnim časom, brez poklicne rehabilitacije, ta pa mu ni zagotovljena, ker je že dopolnil starost 55 let. In pa zavarovanec druge kategorije invalidnosti, ki pa ni sposoben za drugo delo s krajšim delovnim časom, ni pa mu poklicna rehabilitacija zagotovljena, ker je pa že dopolnil starost 50 let. Zavarovanec postopek tako za priznanje invalidske pokojnine kot za priznanje invalidnine za telesno okvaro lahko sproži sam ali pa na predlog zdravnika. Poleg medicinske mora priložiti tudi delovno dokumentacijo. Izvedenec na podlagi tega poda strokovno mnenje. Ugotavljanje in ocena stopnje invalidnosti je dolgotrajen postopek. Mnenje o vrsti in obstoju podaja invalidska komisija zavoda, ampak stopnje so pa že določene v odredbi o določitvi stopenj in vrst in pa tudi v seznamu telesnih okvar, ki velja od 30. oktobra 2021, in v bistvu je to podlaga za našega izvedenca pri podaji mnenja. Poleg pogoja ugotavljanja invalidnosti pa je potrebno dopolniti tudi pokojninsko dobo. In sicer je potrebno od 20. leta starosti pa do nastanka invalidnosti dopolniti 1/3 delovnih let. To pomeni, če nekdo na primer pridobil prvo kategorijo pri starosti 32 let, mora za priznanje pravice do invalidske pokojnine dopolniti 4 leta pokojninske dobe. Po naših podatkih jih pravico do invalidnine za telesno okvaro prejema 1058 zavarovancev, od tega takih, kjer je bila posledica poklicne bolezni, jih je 32, medtem ko pa prejemnikov invalidske pokojnine zaradi diagnoze izgube sluha pa jih je 117.
Oktobra lani je najnižja invalidska pokojnina znašala 431 evrov, povprečna invalidska pokojnina pa 633 evrov. Prejemnik invalidske pokojnine, čigar pokojnina ne dosega cenzusa za denarno socialno pomoč, lahko zaprosi za pravico do dveh socialno-varstvenih prejemkov, za denarno socialno pomoč in varstveni dodatek. Pri tem se ne upošteva zgolj višina invalidske pokojnine, temveč tudi dohodkovni in premoženjski položaj prosilca in njegovih družinskih članov. V določenih primerih zavarovanec lahko zaprosi tudi za nadomestilo za invalidnost. Pri nadomestilu za invalidnost gre pa za pravice na podlagi preostale delovne zmožnosti. Kot je bilo že rečeno, za prvo kategorijo zavarovanec ne more več opravljati organiziranega pridobitnega dela, niti svojega poklica, nima preostale delovne zmožnosti. Če pa obstaja neka preostala delovna zmožnost, da še lahko nekaj dela z določenimi omejitvami, pa imajo zavarovanci pravico do nadomestil iz invalidskega zavarovanja. Tukaj gre predvsem v primeru, da je zavarovanec sposoben še vedno zapolniti delovni čas z določenimi omejitvami, se ga premesti na drugo delovno mesto, pridobi to nadomestilo za invalidnost, lahko je sposoben za krajši delovni čas, 4 ure dnevno oziroma 20 ur tedensko, in pridobi pravico do delnega nadomestila, lahko pa ima zavarovanec pravico do poklicne rehabilitacije, to pa pomeni, da se ga strokovno, fizično, psihosocialno usposobi spet za opravljanje dela ali poklica, da bi čim prej prišel na trg dela, da bi bil aktiven na trgu dela, ali pa da se ga usposobi za isto delo, vendar se mu delovno mesto prilagodi z ustreznimi tehničnimi pripomočki.